O tem in onem z področja ekonomije, komentar dneva Rado Pezdir. A je to poker star Šalca? Ja, Rado Pezdir. Čeprav večinoma zgolj v obdobju finančnih in gospodarskih kriz, pa vseeno bolje kot kadarkoli kot nikoli, na dan privejo ideje, da bi država morala upoštevati stroškovne kriterije porabe proračunskega denarja in istočasno varčevati pri nepotrebnih izdatkih. Te debate pa so na žalost predvsem komične narave, saj se jih večina steče v smislu, da moramo državljani varčevati, država pa tako ali tako nima kje varčevati, ker že zdaj zaradi kroničnega pomanjkanja denarja zagotavljajo javne storitve in dobrine zgolj po čudežu. Seveda, koga pri temu briga vezava plač v javnem sektorju na produktivnost in kakovost opravljenega dela, učinkovita alokacija proračunskih sredstev ali pa rezanje interesnih skupin z proračuna. Namesto tega naj varčuje nekdo drug. Povedano bolj enostavno, če v času ekonomske krize izgubite službo, potem še varčujte, kajti država to od vas pričakuje in pričakuje, da zategnete pas. In če je v tem zadnjem času govora tudi o tem, da nas bo pred finančno krizo rešila spet država, natančneje ekonomska diplomacija, potem lahko pričakujemo, da bo ekonomska diplomacija tista, ki bo v državi postavila vzor racionalni potrošnji. Denimo, naj se ekonomska diplomacija preneha financirati iz javnofinančnih sredstev in namesto tega z denarjem, ki ga zaslužijo, ko podjetjem uspešno širijo tuje trge in zanje izvajajo lobistične posle. Še več, naj se dovoli, da dejavnost ekonomske diplomacije upravljajo vse agencije, ki so za to usposobljene. S tem se bodo prihranila javnofinančna sredstva, ministrstvo bo denar za svojo dejavnost zaslužilo na trgu, pravna država pa bo zagotovila, da javna sredstva tako kot zdaj ne odhajajo za financiranje interesnih skupin. Slednje bi tudi pomenilo, da se za diplomatski izlet v bližnjo državo ne porabi nekaj povprečnih letnih delavskih plač in to z zameno za prazen nič. Ampak, da si državni uradnik, tudi če je ta predsednik države, ta denar zasluži. Želite torej varčno državo? Zahtevajte, da naj si vaš denar zasluži, ne pa da ga samo zapravi.